sicer več 10 milijonov evrov bo šel prihodnje leto. TEŠ v stečaj. To je danes sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Ne prehod v zelene energije in ne premalo lignita v velenjskem rudniku, pač pa izgube so tiste, ki bodo očitno predčasno zaprle termoelektrarno Šoštanj. Da TEŠ še ni insolventen, se lahko zahvali zgolj milijonski odškodnini Alstoma, a obeti so katastrofalni. V holdingu Slovenske elektrarne kot razlog za to navajajo visok dvig cen emisijskih kuponov CO2, ki je v zadnjem letu poskočil kar za 88%. Za 100 milijonov evrov letnega plačila premogovniku bi moral TEŠ po današnjih cenah plačati 230 milijonov še za kupone. Pri približno 250 milijonov evrov letnega prihodka od električne energije je popolnoma jasno, da je to dolgoročno nevzdržno in da gospodarska družba v posrednji državni lasti tega ne more nikakor sama več uravnavati, nima pa nikakršnega vpliva na razbremenitev tega bremena ali vplivanje na ceno ali tehnološkega omejevanja izpustov, kot rečeno. Minister Vrtovec je tako danes sedel s predstavniki TEŠ-a, Premogovnika Velenje, holdinga Slovenskih elektrarn in sindikati. TEŠ in Premogovnik Velenje namreč skupaj zaposlujeta okoli 1500 ljudi, veliko jih prihaja iz Šaleške doline. Stečaj bi tako bil ne le hud udarec za državo, ampak tudi za lokalno skupnost. Kaj, Kobetičen, lep pozdrav, ti si zdaj v Šoštanju, je torej jasno, kakšna bo usoda TEŠ-a? No, Gregor, tule za menoj v Kulturnem domu Šoštanj pravkar poteka razprava, kako in če sploh reševati termoelektrarno Šoštanj. Ob sebi zato zdaj pozdravljam infrastrukturnega ministra, gospoda Jerneja Vrtovca, lepo pozdravljeni. Slišali smo te štone v rdečih številkah, ob tem nekatere napovedi predvidevajo, da bodo tržne cene električne energije sčasoma upadale, cene emisijskih kuponov pa naj bi ostale visoke, kar za TEŠ zagotovo ne pomeni nič dobrega. Bo tu na pomoč priskočila država in TEŠ-u zagotovila več 10 milijonsko finančno injekcijo ter kdaj in kako? Najprej je pomembno to, da sprejmemo potrebno strategijo za izstop iz premoga, da določimo končno letnico, kdaj bo Slovenija izstopila iz premoga, sprejmemo tudi vzporedno zakonodajo, ki bo seveda temu primerna, in poskrbimo za ljudi v Šaleški regiji. Nihče ne bo ostal sam. Kar se pa tiče samega TEŠ-a in poslovanja TEŠ-a, poslovodstvo nam je prikazalo številke, lansko leto TEŠ poslal 250 milijonov evrov izgube, obeti za letošnje leto so tudi zelo slabi, negativni kapital za naslednje leto se obeta okrog 100 milijonov evrov in nekaj bo treba narediti. Zagotovo poslovodstvo se želi, da bi bila to finančna pomoč države, ampak ob tem moramo pa res imeti jasno letnico, jasno prestrukturiranje regije in seveda tudi to pomoč, če bi država šla v to pomoč, je potrebno seveda, da Evropska komisija s tem soglaša. Namreč pred nami so zahtevni okoljski izzivi in tudi finančni izzivi. In okoljski izzivi in rast CO2 kuponov, to nam narekuje, da pač gremo v postopno zapiranje in TEŠ-a in Premogovnika Velenje. Zdaj vemo, da TEŠ v tem trenutku predstavlja približno tretjino električne energije v Sloveniji. To bi verjetno lahko pokril drugi blok jedrske elektrarne, ampak do izgradnje tega nas loči še kar nekaj let, pa tudi več milijard. Že ob samih napovedih ste naleteli na številne težave in pa odpore. In v primeru stečaja TEŠ-a, kako bi Slovenija reševala primanjkljaj proizvodnje elektrike, si to sploh lahko privoščimo, da bomo potem takem odvisni od uvoza? Mi moramo narediti vse, da pač kontrolirano izstopi Slovenija iz premoga in da se na primer TEŠ v takšni obliki ali pa premogovnik kontrolirano opuščata, se pravi, s premogom pridobivanja električne energije. Medtem ko pa imamo tukaj v Velenju izjemno veliko znanja, vzpostavljeno infrastrukturo, izjemne ljudi, izobražene kadre, ki lahko, na primer, to pridobivanje električne energije iz premoga transformiramo, na primer, v plin in tako naprej. Tukaj Slovenija to znanje ima. Imamo tudi vso strokovne podlage, da bi to lahko naredili takrat, ko se odločimo, da bi rekli, s premogom bomo zaključili. Najlepša hvala, minister, za te odgovore. No, Gregor, kot smo lahko slišali, bomo za točne dogovore morali še počakati, a dejstvo je, tako kot je omenil tudi minister sam, da čas v tem trenutku ni njihov zaveznik. Ja, številke tudi ne, govorimo o več 10 milijonskih luknjah. Kaj je najlepša hvala pa za danes? Kar 200 let pa so v Postojnski jami